pozdravljeni. Danes smo pogledali, kako pridemo do spremembe produkta s pomočjo spremembe trošenja. Navedena tematika je obravnavana v 16. in 17. točki 6. dela učbenika. Samo za začetek sem že napisala, če prije do enkratne spremembe trošenja, potem prije do spremembe dejanskega produkta, to se pravi ne do spremembe ravnotežnega produkta, razen v primeru, če je alfa enaka 1. Pride do spremembe dejanskega produkta, če se poveča trošenje, se poveča dejanski produkt, potem pa čez nekaj časa že spet pade v prvotno ravnotežje. To imate obravnavano v 16. točki 6. dela učbenika. Če pa prije do trajne spremembe trošenja, prije tudi do spremembe ravnotežnega produkta. To se pravi, pridemo v novo ravnotežje in to je obravnavano v 17. točki našega učbenika. Za obe točki, ko obravnavamo, to se pravi, da pridemo do tega, ali sprememba trošenja vpliva na spremembo produkta, imamo določene predpostavke. Prva predpostavka je, da so kapacitete neizkoriščene, oziroma rečemo v našem primeru, da so 60% izkoriščene. Zakaj? Zaradi tega, ker če bi bile naše kapacitete, to se pravi, da bi bili vsi produkcijski faktori 100% zaposleni, bi že bili pri optimalnem produktu. In če zdaj narišem tale graf, če smo že pri optimalnem produktu, oziroma imamo trošenje na vertikalni osi, oziroma tukaj bomo drug graf narisali, tukaj bomo dali cene, nivo cen na vertikalno os in pa produkt oziroma dohodek na horizontalno os, potem imamo takole nekako krivuljo, še enkrat moram narisati, bom drugače narisala takole krivuljo agregatne ponudbe, tukaj nekje je 100% oziroma 100% zaposlenost oziroma optimalni produkt. Ne? In recimo, da imamo ravno takole, imamo agregatno povpraševanje, to se pravi, smo pri optimalnem produktu. Če prije v tem primeru do spremembe trošenja, to se pravi povečanja trošenja, v tem primeru se agregatno povpraševanje premakne proti desni strani. Ne? To se pravi, se poveča, se pravi, to je agregatno povpraševanje novo, ne? In vidimo, da v bistvu prije do povečanja cen, produkt pa v bistvu neznatno naraste. Ne? In ko pride do tega povečanja cen, pride do inflacije. Tako da ta predpostavka je zelo pomembna, ne? Da so kapacitete neizkoriščene oziroma niso popolnoma izkoriščene. Ne? Ta druga predpostavka pa je, da ko pride do spremembe trošenja, takoj pride do spremembe produkta oziroma spremembe dohodka. To se pravi, to je šolski primer, ne? To dejansko se ne zgodi, ampak imamo to v bistvu samo kot na nek način kot predpostavko. Ne? No in zdaj lahko pogledamo, kaj se dogaja v 16. točki. Smo imeli, jaz sem še malo polistala po knjigi, tako da boste da boste malo slišala. Ne? To se pravi, recimo, da narišem graf. Takole. To se pravi, zdaj imamo pa drug graf kot tale, ki sem ga prikazala od zgoraj, a ne? Ta je nekaj ekstra, to se pravi, mi imamo zdaj tega običajnega, ki je v knjigi, to se začne na strani 420. Se pravi, na vertikalni osi imamo trošenje, katerokoli trošenje, na horizontalni osi imamo produkt oziroma dohodek. In sami veste, iz gospodarskega krožnega toka izhaja, a ne, da je vrednost produkta enaka vrednosti dohodka. Da se ne zmedemo, takoj narišemo premico 45 stopinj in vemo, da na vsaka točka na tej premici, vemo, da je obstaja ravnotežje med trošenjem oziroma produktom oziroma dohodkom. To se pravi, vsaka točka na tej krivulji je ravnotežna. Ne? No in zdaj recimo v knjigi predpostavka, da smo v ravnotežju, kjer je trošenje enako 60 in posledično je tudi produkt enak 60. Ne? In skozi to točko lahko potem mi narišemo neko krivuljo trošenja. Ne? In veste, da naklon te krivulje je sprememba trošenja lomljeno sprememba dohodka, temu rečemo alfa, mejna nagnjenost k trošenju. Ne? Alfe so, smo rekli, tam nekje med 0 in 1, zelo redko so 0, zelo redko so 1, nekje med 0 in 1, tam recimo pri nas je
v Sloveniji tam okrog 0,8. Zdaj pa če še tretjo predpostavko, tukaj lahko recimo rečemo 3, za naš primer je alfa je 0,6. To pomeni, da od vsake spremembe dohodka mi 60% porabimo, 40% prihranimo. Z tega lahko tudi napišemo, da je mejna nagnost s prihrankom je 0,4, ker vemo, da je alfa plus, to se pravi mejna nagnost trošenju plus mejna nagnost krčevanju je enaka 1. No in zdaj smo rekli, da bomo povečali trošenje za 30, in bomo videli, kaj se bo zgodilo. Preden pa gremo na tale graf, zapravičujem, dajmo pogledati, kaj se dogaja, teorija odzadaj. To se pravi, mi imamo takole, ko se spremeni produkt recimo v prvem obdobju, oziroma tako bom rekla, ko pride do spremembe trošenja, takoj pride do spremembe produkta, recimo, da je to obdobje 0. In zdaj je vprašanje, mi smo imeli tukaj obdobje 0, imamo sprememba produkta, to se pravi, pride do spremembe dohodka. Mi pa vemo, da ko se dohodek spremeni, del tega dohodka gre v spremembo porabe, del gre pa v spremembo prihrankov, In če imamo recimo alfa 0,6, pol vemo, da je če recimo sprememba dohodka 100, 60 bo šlo recimo v spremembo porabe, 40 bo šlo v spremembo prihrankov. Zdaj ne se zmesti, ker so te številke zdaj druge, kakor bomo pa na grafu uporabili, to je samo tako, da je malo bolj nazorno. To se pravi, ko imamo mi zdaj to spremembo dohodka, nastanek v obdobju 0, pride do kritičnega trenutka, ali bomo ves ta dodatni dohodek tudi potrošili. In mi v bistvu vemo, da ne. Zakaj vemo, da ne? Zaradi tega, ker imamo alfo, ki je enaka 0,6. To se pravi, nekaj od tega dohodka bo šlo v porabo, nekaj bo šlo v prihranke. Tako da napišemo, da je v obdobju 1, to se pravi, imamo sprememba produkta v obdobju 1, ne bo enaka spremembi trošenja, ampak bo enaka alfa krat spremembi trošenja. To se pravi, v drugem obdobju imamo potem sprememba trošenja, tukaj je bila v bistvu 60, ampak zdaj bo sprememba produkta, ker ne bomo vseh 60 porabili, ker bomo alfa krat spremembo trošenja porabili, to se pravi, da sprememba bo, če me ne spomin ne vara, tukaj je sprememba produkta 18. In zdaj že spet, ker smo imeli spremembo dohodka 18 v obdobju 1, zdaj nekaj bo šlo od tega dodatnega dohodka bo šlo v porabo, nekaj bo šlo v prihranke. To se pravi, sprememba produkta v obdobju 2 bo, rečemo, alfa na kvadrat, krat sprememba trošenja. In to vemo, da je potem približno 10, če me spomin ne vara, da je tako v knjigi. To se pravi, da vidimo, da vsako nadaljnje obdobje, tukaj v prvem obdobju je bilo sprememba trošenja je 30, pa sprememba produkta je tudi 30. To se pravi, najprej smo imeli 30, pa smo imeli 18 in potem smo padali na 10. In če bi tako šli še naprej, bi potem dobili neko spremembo produkta v obdobju N je enaka 0. In v tem obdobju potem vidimo, da so prihranki v celotnih obdobjih enaki 30. To bi vedeli, da smo prišli potem že spet v prvotno ravnotežje. To se pravi, tukaj vidimo, da če pride do enkratnega povečanja trošenja v količini 30, to pomeni, da pridemo že spet nazaj v prvotno ravnotežje. In zdaj si bomo pogledali v bistvu, kaj se tukaj zgodi na grafu. Povečamo trošenje za 30, mi vemo, da produkt nemudoma odreagira v tem obdobju 0 in se spremeni za 60, to se pravi, pride na 90, jaz se tukaj opravičujem, to je 90, tukaj je pa sprememba trošenja je enaka 30. In vidimo, da tukaj je tudi v bistvu sprememba produkta enaka 30. To je tisto naše T0 obdobje. Zdaj smo v tej točki. Ampak zdaj pa
je tista kritično vprašanje, ali bo ves ta spremenjeni produkt oziroma spremenjeni dohodek, ki je enak 30, ali bo ves porabljen. In vemo, da ne. Nekaj se ga bo porabili, nekaj se ga bo prihranili. In mi vemo, da se ga bo prihranili alfa krat 30, to je 18. To se pravi, da v prvem obdobju potem, čakajte, da najdem nekaj, pademo dol, tukaj le na 78, Potrošenje in temu primerno bo potem tudi produkt po 78. In v tem obdobju vidimo, da je potem sprememba produkta enaka 18, to se pravi sprememba dohodka enaka 18, kakšno bo potem trošenje, sprememba produkta potem v naslednjem obdobju bo alfa krat sprememba trošenja, to se pravi alfa krat 18, tukaj imamo ta primer. In potem prijemo do produkta, ki je 70,8, oziroma trošenje je 70,8 oziroma 10,8 dodatnega trošenja in tukaj pri 70,8. Tako da vidimo, da se v bistvu premikamo iz tega v obdobju nič, naraste produkt na 90, potem se pa počasi že spet, bom rekla, spušča v prvotno ravnotežje, dokler ne pride potem že spet v prvotno ravnotežje. In v tem prvotnem ravnotežju smo rekli, da je vsota celotnih prihrankov od tega obdobja nič pa do tega, ko smo prišli v ravnotežje, mora biti enaka 30. Tako da vidimo, ko gledamo tele enačbe, da lahko v bistvu zračunamo, kakšna je sprememba produkta od nič do en, v vseh obdobjih pa imamo takole sprememba trošenja plus alfa krat sprememba trošenja plus alfa na kvadrat krat sprememba trošenja in tako naprej, da imamo alfa na en krat sprememba trošenja. To lahko v bistvu zapišemo tudi v obliki, da je 1 ulomljeno z 1 minus alfa krat sprememba trošenja. In tale izraz alfa, A1 ulomljeno z 1 minus alfa, temu rečemo multiplikator avtonomnega trošenja. Takole bom naredila, to je multiplikator avtonomnega trošenja, ki nam pove, če ga pomnožimo jasno z spremembo trošenja, koliko se v vseh obdobjih spremeni produkt, od takrat, ko smo ga enkratno povečali, trošenje pa da pride že spet nazaj. To se pravi, če bi mi seštevali, najprej je bilo 30, pa je bilo 18, pa je bilo 10 in tako naprej. In ko to seštejemo, ko prijemo nazaj prvotno ravnoteženje, tem lahko zračunamo, kakšna je sprememba produkta. In vi to lahko zračunate, tako da zračunate 1 ulomljeno z 1 minus alfa je 0,4, 1 ulomljeno z 0,4 krat sprememba trošenja, ki je bilo 30, in potem ugotovite, kakšna je bila celotno povečanje produkta od tistega začetnega, pa potem, da pridemo potem že spet v prvotno ravnotežje. No in temu rečemo v bistvu, kaj se zgodi, ko imamo enkratno povečanje trošenja. To se pravi, ne pridemo v novo ravnotežje, ampak se počasi premikamo nazaj v prvotno ravnotežje. To je bilo enkratno povečanje trošenja. Zdaj si pa poglejmo točko 17, pa bomo imeli trajno povečanje trošenja, ali pa trajna sprememba trošenja, bomo rajš napisala. Kaj se pa tukaj zgodi? Predpostavke so še vedno enake, alfa je 0,6, produkt takoj odreagira na spremembo trošenja in potem imamo še predpostavko, da produkt takoj odreagira na spremembo trošenja. No in če tako pogledamo iz teh enačb, ki smo jih že v prejšnji točki na nek način pogledali, vemo, da je sprememba produkta v določenem obdobju enaka spremembi trošenja ulomljeno z 1 minus alfa. To se pravi, če to izpišem, recimo vem, da je sprememba trošenja je
1 minus alfa krat sprememba produkta v določenem obdobju. In recimo, da mi hočemo, da se ravnotežni produkt spremeni za 60, to se pravi, da imamo sprememba trošenja je 1 minus 0,6, mi vemo, da je alfa 0,6 krat 30, ne? To se pravi, hočemo, da se naš ravnotežni produkt spremeni za 30. In če to potem seštejemo, potem vidimo, da je sprememba trošenja je enaka 12. Ne? Z drugimi besedami, če bi mi hoteli povečati ravnotežni produkt za 30, potem bi mogla biti trajna sprememba trošenja enaka 12. Ne? No in zdaj si še poglejmo, kako to izgleda na grafu. Že spet na vertikalni osi damo trošenje, na horizontalni osi damo produkt oziroma dohodek. Takoj narišemo premico 45 stopinj. Vemo, da vsaka točka na tej premici je enako, to je P enako dohodek. In narišemo neko našo prvotno krivuljo trošenja, kjer vemo, da je ravnotežje 60, 60. Če sam še ponovimo, naklon te krivulje je sprememba trošenja, ulovljeno, to se pravi alfa je enako sprememba trošenja, ulovljeno spremembo dohodka. No in zdaj smo rekli, če hočemo priti do 90, pa si samo označimo, recimo, da je takole nekje 90, to se pravi, tukaj je naš cilj, da pridemo. Bomo do tega cilja tako prišli, da bomo počasi spremenjali trošenje trajno, in sicer za 12. Ne? In počasi se bomo premikali gor, to se pravi, ne bo takoj narasel produkt, toliko časa, dokler ne pridemo tukaj, tako bom malo naredila, to je pa, bom rekla, če je to T0, je to T1. Razlika med tema dvema ravnotežjema je pa to naša sprememba trošenja. To se pravi, prišli smo v novo ravnotežje, kjer sta trošenje in pa potem ravnotežni produkt enaka 90. Ne? In zdaj, če pogledamo, tudi v knjigi imate to prispodobo oziroma analogijo, da če hočemo priti recimo na vrh klanca, ne moreš samo enkrat zagoniti kolesa oziroma pedal, ampak moraš neprestano goniti, dokler ne prideš v novo ravnotežje. Ne? To se pravi, to je v bistvu na nek način zgodba. No in zdaj si bomo pa pogledali še tole tabelo v knjigi, samo da si jo jaz preslikam oziroma pofotkam, kako lahko tole še boljše razložimo. Kako smo prišli po teh stopničkah na nek način do tega, kar potrebujemo. Se pravi, do novega ravnotežja. Tukaj se mi še malo kabel vidi od zadaj, dobro. Nič hudega. No, poglejmo si tole, se sprejme tako barvo. To se pravi, naš cilj je, da pridemo v novo ravnotežje, to se pravi, tukaj dol je nov produkt, družbeni proizvod, vidite, ta zadnja vrstica je 90. Tja moramo priti, mi smo si izračunali po tisti enačbi, da moramo trajno povečati trošenje in zdaj avtonomno trošenje in zdaj vidite tukaj v drugem stolpcu, da je v vsakem obdobju je trošenje povečanje avtonomno za 12. Ne? In gre še naprej, kakorkoli obdobje pač potrebnih. Ne? Ampak vidimo pa tukaj, da se še nekaj dogaja. V prvem obdobju imamo tisto predpostavko, ko smo jo imeli, da je sprememba trošenja, ki je 12 enaka spremembi produkta, to se pravi, vidimo, da je tukaj produkt narasel od 60 do 72, to se pravi, tukaj je sprememba produkta 12, ne. Ta prava zgodba pa vemo, da se začne šele zdaj. To se pravi, mi bomo v naslednjem obdobju, imamo zdaj, vemo, da v obdobju 2, vemo, da bomo 12 v bistvu trošili, da bo to dodatno trošenje, ampak mi imamo še vedno tisto trošenje, ki se vleče z prejšnjega obdobja, ampak teh 12, bo samo alfa krat 12 in ta alfa krat 12 bo 7,2 v drugem obdobju. To se pravi, da imamo 12 plus 7,2, in to vam prinese potem 79,2 produkt. In gremo na tretje obdobje. Jasno, to je tisto vsako letno ali pa vsako obdobno povečanje trošenja avtonomne 12, ampak že spet
iz teh 12 iz prejšnjega obdobja, 12 krat alfa je 7,2. Iz prvega obdobja se nam pa še vedno nekaj vleče, a ne? Imamo pa teh 7,2, pomnožimo z 0,6, pa pridemo do 4,32. Se pravi, v tretjem obdobju seštejemo 12 plus 7,2 plus 4,32, a ne, da dobimo 83,52 naš produkt. Gremo na obdobje 4. Imamo 12 dodatnih, 7,2, ki se je od tukajle prejšnjega obdobja v bistvu na nek način privali, a ne, to se pravi 12 krat 0,6, pa imamo 7,2 krat 0,6 imamo 4,32 in potem je teh 4,32 krat 0,6 postane 2,59. In vidite, da je v bistvu tole prihaja iz tega, če lahko takole črte potegne iz prvega obdobja. V glavnem, če 12 plus 7,2 plus 4,32 plus 2,59 seštejem, dobim do 86,11. In vidite tukaj, da produkt narašča, a ne? In koliko časa narašča, je to, da ne pride že spet nazaj, ne nazaj, ampak v novo ravnotežje, kjer ni nobene v bistvu tendence za spremembo, ne? Tako da to je v bistvu na nek način zgodba, a ne? In če zdaj na koncu samo še enkrat ponovimo. Enkratno povečanje trošenja poveča dejanski produkt, ampak potem pade produkt že spet nazaj v prvotno ravnotežje. To se pravi, ne pride do spremembe ravnotežja. Če trajno povečamo trošenje, potem se nam spremeni ravnotežje, mehanizem spremembe imate v bistvu na nek način računsko prikazan v tej tabeli, grafično, a ne, imamo pa to v telem našem grafu, ne. To se pravi, malo po malo lezemo gor, tako da pridemo v novo ravnotežje in jasno tukaj, da je novo ravnotežje se vidi tudi po temu, ker se je premaknila funkcija trošenja, ne. In naš cilj je bil, da pridemo do dohodka oziroma produkta, ki je enak 90 in smo prišli. V glavnem je to. Upam, da se dobro vidi in se vidimo v naslednjem videu. Najlepša hvala.